umrli so, njihova smrt ni bila zaman. Verjeli so v obljubljeno deželo, verjeli so v blaginjo in srečo, darovali so svoja življenja za nov, drugačen svet, za bratstvo, za pravičnost, za enakopravnost in sožitje med ljudmi in narodi. Spoštovane tovarišice in tovariši, spoštovane dame in gospodje, pred več kot 70 leti je svet za trenutek potonil v senci neskončnega sovraštva fašizma, ki je v svojem zanosu poskušal ne le vzeti nam svobodo, ampak uničiti naša življenja, našo družbo in naš narod. Ta zunanji sovražnik nam je žal zelo poenostavil izbire, ki so bile na voljo za prihodnost naših družin, krajev, vasi, mest, države. Lahko bi se vdali, poskušali čim manj razburjati in jeziti vojaške oblastnike in upali, da bodo se nas odsmilili. Imeli in sprejeli pa smo seveda možnost, da se upremo, da sprejmemo izziv in odgovornost boja za prihodnost naroda. In danes, ko izrečemo takšne besede, stvari zvenijo plemenito, zvenijo kot vprašanje časti. Vendar v razmerah, ko vsako potezo spremlja nevarnost propada, ni pretiranega povpraševanja po plemenitosti, ampak predvsem po pogumu. In pogum naših partizanov je bil toliko večji, ker so se morali postaviti po robu številčno močnejšemu nasprotniku, mu nagajati in ga močno jeziti. Vse skozi so to nalogo opravljali s ponosom, saj so vedeli, da tvorijo prvo in zadnjo linijo obrambe. Za nami ostaja tujina. Izgnanci že vračamo zdaj se domov. Pozdravljeno, o domovino. Kdor suženj je bil, kako se v njej srečen počuti. Kdor grenko izgnanstvo, trpljenje je pil, kako globoko občuti. Zdaj vračamo se, a vendar ne vsi. Premnoge smo tam še pustili, v preranih grobovih nešteto jih spi, nikdar se ne bodo vrnili. Je daleč, misli mati, misli, posluša in ne more spati. Ti je bilo hudo brez mame, v trenutkih, ko si bil ves sam. Ne, mama, saj sem srečal mater tisoč, kot ti upognjenih od bolečin. In vsaka mi je, kot da sem njen sin, če kruha ne, besedo toplo dala. V aprilu se je okošatil na bogato s sočnim listjem, prve dni maja pa je že v svoji razkošni radodarnosti trosil belo cvetje vse naokoli. Trosil je, trosil, pošiljal svoje svetle metulje z vsakim vetrom in na vse strani, pa vendar so potrosili prej vsi drugi, ki so se bili vzdramili kasneje od njega, junaka med njimi.